razreda. Pozdravljen. Bravo. Ima izjemne ročne spretnosti in zelo je zanimive izdelke iz lesa. Les in njegova toplina sta njegova pogosta spremljevalca. Imate se staviti nekaj vprašanj. Kdaj ste se prvi srečal z lesom? Prvič sem se srečal z lesom v delavnici, ko sem pomagal očetu pri teh osnovnih opravilih. Ali pogosto izdeluješ oziroma se ukvarja z lesom? Ja, vse je odvisno od časa, ki mi ostane poleg učenja in domačih nalog. Katere vrste izdelkov najraje delaš? Uporabne ali tiste, ki so za okras? Vse je odvisno od ideje, ko dobim neko idejo. Recimo, če rabim kaj nujnega, se potem lahko iz lesa to stvar naredim. Oziroma pa, če je kaj za okras, lahko pa. Zanimivo. Katero orodje uporabljaš pri izdelavi? Pri izdelavi uporabljamo kakšne ročne žage, vidite tu, razna kladiva in prosim papir. Kateri les pa uporabljaš in kje ga dobiš? Največ se uporablja smrekav les, ker je pač najcenejši in najlažje ga najdemo. Jaz imam pa to srečo, da imam pač blizu hiše veliko gozda, tako da je večino lesa iz gozda. Vidim, da si s seboj prinesel nekaj izdelkov. Bi nam jih lepo prosim predstavil? Ta nož sem naredil pred parimi leti. Zelo mi je bila všeč oblika, zato sem se odločil, da ga bom naredil. Potem je tu metuljček, ki sem si ga naredil za brata maturanski ples. Potem imamo še pa tukaj gravure v les, pač sem s tem motivom jelena. Zakaj pa ravno sir? Ta sir sem si izbral pač iz več razlogov, pač glavni razlog je pa, da imam zelo rad sir. Kako si pa zarisal jelena na les? Najprej najdeš pač neko skico na internetu, potem si v bistvu to skico pač s svinčnikom prerišeš. Na kateri so izdelek si pa najbolj ponosen? Glih nimam nekega izdelka, na katerega bi bil najbolj ponosen, ker so pač v vse izdelke vloženo zelo veliko truda in dela in zato sem pač na vse. Ali si že kak svoj izdelek prodal? Ne, zaenkrat še nisem nič prodal, bolj kot ne vse za domačo rabo. Kar občudujem te. Zaupaj nam, kako poteka potek izdelave. Najprej moraš pač neko idejo dobiti, potem si to malo sestaviš v glavi, temu pač poiščeš tudi primeren les. Na to sledi pač skiciranje na sam les, potem pa navadi pač izrežemo to izdelek, potem ga zbrusimo in na koncu ga lahko recimo pobarvamo, prelakiramo ali pa krastimo tudi katere. Zveni zahtevno in dokaj zapleteno. Si že imel kakšno nezgodo pri delu? Ne, zaenkrat na srečo še nisem imel, pa upam, da bo tudi v prihodnosti. Verjetno si ponosen na končne izdelke. Jaz bi že bil. In kdaj pokažeš svojim sošolcem ali prijateljem? Sošolcem ne morem pokazati, zaradi tega, ker so pač večina je malo večjih in ne morem prinesti v šolo. In pa povem glede teh izdelkov in so navdušeni. Ali si že bil kaj na kakšni razstavi? Ja, sem bil, sicer res nisem prodajal, ampak sem pa pač od drugih izdelkov gledal. In tam dobiš zelo veliko dobrih idej. Recimo tega metuljčka sem dobil tam idejo pred parimi leti. Nedolgo nazaj sem po televiziji gledal, katere vse izdelke lahko narediš iz lesa. Očala, ročne ure, celo poročne prstane. Kaj pa ti? Kje se vidiš v prihodnosti? Najprej bi rad opravil srednjo lesarsko šolo v Slovenj Gradcu, na to nadaljeval študij na univerziteti. Kasneje bi pa imel kakšno svojo delavnico oziroma delo v tujini. Zahvaljujem se ti, da si se pogovarjal z menoj in da si nam pokazal nekaj svojih izdelkov. Hkrati pa ti želim, da bi v življenju še naprej delal, kar znaš in kar delaš najbolje. Vas, drage gledalke in gledalci, prijazno pozdravljam. Z vami sem bil mladi novinar. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some super